Mislim, zaenkrat je ok, vredno. Da smo zadovoljni, kar se tiče in prostora in vsega. Gospod Šrot nam gre na roko. Zdaj nas je članov tam približno okrog 60, ampak, kako bi rekel, niso vsi aktivni tak, ampak vedno okrog 40 pride na bogoslužje. Vsako nedeljo na bogoslužje. V prostorih nasproti sodišča. Tam se dobijo. Mi imamo stavbo na Hudinju 79. leta, tam se zbiramo, da bi razlagali Sveto pismo, tako kot ga mi razumemo. Smo skupnost, ki je ločena od države in ne zahtevamo od države ničesar in kar mi rabimo za našo dejavnost, se sofinancira oziroma financiramo se sami. Jaz sem po poklicu zdravnik, od tega živim, zdaj si pa tudi že upokojen. Sem teološko izobražen, ampak to vsa leta, že 40 let delam volontersko. Tako da mi smo zadovoljni in naš prispevek družbi je v tem, da bi naši ljudje bili čim bolj kvalitetni v zakonskem, v družinskem življenju, na delovnem mestu in tako naprej. Manj se pa opredeljujemo v tem smislu, da bi se vključevali v politiko in da bi na ta način spreminjali svet, kajti nekako te stvari se vedno zapletajo in najbolj čisti odnos je, če mi rečemo, mi oznanjujemo Božje kraljestvo, ima svoje duhovne vrednote, principe za individualno, družinsko in vsesplošno življenje in kdor je s tem zadovoljen, je potem soudeležen v takšnem načinu življenja. Kdorkoli je zainteresiran, smo pripravljeni pač posredovati tisto sporočilo, ki ga imamo. To je v glavnem glavnina našega delovanja. In s tem, ko delujemo, tako ne napadamo nobeno versko skupnost, mi pravimo, berite Sveto pismo, pa vas bo tudi samo poučilo, če se pa za to odločite, potem je v redu. Če pa to koga zadeva, pa ni naša krivda, kajti Sveto pismo ni naše, protestantsko, ne katoliško, to je vse splošno, svetovno, Božje sporočilo, saj tako ga mi sprejemamo. Pa šteje pisani pa 230, 227, pa redni plačniki tu nekje recimo 150 do 170, ne. Pa mi se srečujemo recimo tam, ko imamo še posebni prostori, imamo za pogovore, za take stvari, ne. Edino, kar smo imeli, recimo to lahko tudi povem, da smo dobili recimo tale posebni prostori, recimo v mestu pokopališče, recimo to za muslimanske obredine. Tole smo dobili pred 3 meseci, to smo rešili, recimo, kar se tiče, recimo, iznačili, mislimo, hvala občini Celje, hvala vsem tistim, ki so nas omogočali, da imamo te posebni prostori in mislim še naprej, da bomo sodelovali, recimo, z občino Celje, ne, pa z veseljem tudi lahko rečem še z drugimi verskimi skupnostmi. V naši cerkveni občini Celje naš duhovnik obiskuje približno okrog 3000 gospodinstev. To se pravi, da tu nekje toliko vernikov, s tem, da je treba poudariti, da so to tisti verniki, ki se bolj ali manj redno udeležujejo v bogoslužji in ki tudi želijo, da jih duhovnik obiskuje, seveda so pa tudi še precej tistih, ki mogoče niso tako verni in prihajajo le občasno in ki niso v naših evidencah za obiske, ne. Je pa teh ljudi dovolj.
zaenkrat upravljamo bogoslužja v cerkvi svetega Maksimilijana v Celju, ki je nasproti nove avtobusne postaje. To cerkev nam je v uporabo prijazno naklonil že pokojni opat Kolšek in jo še vedno uporabljamo. Seveda si pa želimo nekoč, predvidoma v relativno bližnji prihodnosti, ponovno zgraditi pravoslavno cerkev v Celju skupaj s kulturnim domom, kjer bi lahko uresničevali svoje verske in kulturne potrebe. O tem smo se že dogovorili s mestno občino in tudi poteka projekt priprave prostorskega načrta za območje Gaberja Jug, kjer je po dosedanjih pogovorih predvidena lokacija za novo pravoslavno cerkev s kulturno-verskim objektom. Projekt teče pospešeno zadnje pol leta in pričakujem, da bo v letošnjem letu, do konca leta, praviloma omogočen nakup tega zemljišča in na to bo sledilo pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj, da uresničimo te svoje želje. Tale sprejem je najlepše znamenje, da je tu v Celju res tudi to urejeno in smo zelo veseli in smo zelo hvaležni županom in njegovim sodelavcem, da tudi naše sodelovanje med verskimi skupnostmi, cerkvami, so tukaj že stoletja in tisočletja in da je to res nekako vse usmerjeno v ta skupni blagor, kajti vsi imamo svoje naloge in mi poskrbimo tudi za to duhovne razsežnosti, ki so tudi važne in še kako važne in moralne vrednote in se vsi skupaj trudimo za to, kar je naš skupni cilj, resnični duhovni in materialni blagor prebivalcev knežjega mesta in tudi seveda še okolice. In tole srečanje danes je eno tako vidno znamenje, da nismo samo danes skupaj, tudi drugače in dejansko se tu veliko lepega dogaja. O tem govorijo tudi zadnje, recimo, reprezentančne izdaje mesta Celja, recimo, Celje, slavna zgodovina, kjer je, recimo, so verske skupnosti, posebej katoliške cerkve, močno zastopane. Profesor Stopan nas je v zadnjem času razveselil še s celjskimi impresijami, kjer je tudi zelo zastopano delež tudi cerkve, če hočete. No in vse to daje tudi mesto neki notranji utrip in tudi duhovno, bi rekli, svežino in polet, kar smo, če se vsi zelo potrebujemo, vedno, posebej v teh časih. In smo trdno prepričani, da bomo z združenimi močmi izvlekli tudi ta voz iz teh težav, v katerih se nahajamo. Po moji oceni dobro sodelujemo z vsemi verskimi skupnostmi v Celju. Pomembno se mi zdi tudi, da verske skupnosti med sabo dobro sodelujejo, kar pomeni, da tudi prebivalci, ki so različnih ver, nekih verskih napetosti, kar se mi zdi za splošno stanje mesta. Niti ne tako pogosto, običajno s kakšnim problemom, ki ga potem skupaj poskušamo rešiti. Že nekaj let se tako ukvarjamo z lokacijo za pravoslavno cerkev, za verski objekt. V lanskem letu smo veliko delali tudi pri pogrebnem prostoru za pokope ljudi islamske vere. Sicer pa mogoče še kdaj pri vprašanju kakšnega varovanja kulturne oziroma sakralne dediščine.